Lepo pozdravljeni. Zelo nas veseli, da je tema, o kateri se bomo pogovarjali danes, naletela na lep odziv. Predvsem zato, ker gre za temo, ki ni samo, bom rekla, intrigantna, stališča, da gre seveda za nekaj, kar je ponavadi skrito, kar lahko deluje kot mogoče vznemirljivo, kar posega v nekaj, kar zna biti intimno, ampak predvsem zato, ker je to tema, ki je na nek način prelomna. In prelomna je v smislu dela, katerega avtorica je Slađana Mitrović, s katero se bomo danes pogovarjali o temi ženskega organa, očesa in pogleda. In gre seveda za temo, ki mogoče v akademskem, pa tudi umetniškem diskurzu predstavlja nek določen odmik od ustaljenih študij in zato pogosto tudi sproža polemike. To pa seveda nakazuje, da gre za topiko, ki, če je prelomna, jasno zbuja nek določen odpor in hkrati neko veliko zanimanje. In postaviti v središče pogovora ali umetnosti ženski organ absolutno predstavlja nek rez, je neka prekinitev. In ta prekinitev je pomembna zato, ker je samo z rezom mogoče vzpostaviti nekaj novega, se pravi neko kreacijo, neko invencijo. Ne samo, bom rekla, v umetniškem smislu, mogoče tudi v nekem smislu, ki je pri nas potreben tudi mogoče v političnem smislu. In kadar se takšna sprememba pojavi, torej v nekem času, v nekem prostoru, gre kljub vsemu vedno za umetnost. Zakaj? Zato, ker kot umetnost lahko vedno razumemo nekaj, kar proizvede dejanje, kar je kreativno. In kot sem že rekla, prva zahvala za to gre seveda Slađani, ki je likovna umetnica, doktorica likovne antropologije in avtorica knjige Užitek in nelagodje, ženska podoba in seksualno 20. stoletja. Slađana Mitrović je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in na oddelku za likovno umetnost Univerze v Mariboru. Imela je številne samostojne in skupinske razstave, dodatno pa se je študijsko formirala v Parizu. Bila je tudi asistentka na oddelku za likovno umetnost v Mariboru in raziskovalka na fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer je doktorirala in sicer na temo, kot rečeno, ki zasleduje vprašanje konstrukcije ženskega organa v likovnem mišljenju. To je torej vir, iz katerega izhaja njen knjižni prvenec. Ta pa je, kot sem mogoče na nek način že nakazala, prvenec tudi v širšem pogledu. In sicer zato, ker gre hkrati za prvo znanstveno monografijo pri nas, ki se celostno ukvarja ženskim organom v umetnosti. In ker to seveda nikoli ne pade, da tako rečem, mimo kulturnega, političnega konteksta, je tema ženskega organa tisto, kar vzpostavi prekinitev neke inercije. S tem pa se jasno zaplete v kulturne politične sodbe. Zakaj? Zato, ker je interpretacija nenazadnje vedno pogojena z diskurzom, v katerega umestimo določena vprašanja. In diskurz, v katerem se vprašanje ženskih genitalij pojavlja mogoče nekoliko manj prelomno, z manj očitnega začudenja, torej očitno ni akademski diskurz, ampak nek drug diskurz. Gre za pornografijo. Seveda lahko marsikakšen diskurz, vključno z akademskim, političnim, mnogokrat razumemo ali pa lahko razumete kot pornografijo. Svobodne asociacije so vsekakor v psihoanalizi vedno dobrodošla stvar. Ampak, če vprašanje ženskih genitalij izmestimo iz pornografije in jo postavimo v nek drug diskurs, se pravi umetniški, lahko pa tudi medicinski, zdravstveni, filozofski, potem že takoj na začetku nastopi neko vprašanje. In sicer vprašanje razmejitve. Kje je meja med pornografijo
in nekim drugim diskurzom, recimo umetniškim. In če rečem še širše, kaj je tisto, kar diskurz lahko definira kot sprejemljivo oziroma kot nesprejemljivo? In če ni diskurza brez subjekta, kdaj smo potem tudi mi sami postavljeni v neko vlogo akterja, voajerja, nekoga, ki izpogleda na seksualnost, na drugega, ali pa izpogleda na povsem eksplicitno umetniško delo, umetniško sliko, lahko črpa svoj lasten užitek, skopični užitek, se pravi užitek ob gledanju. In drugo vprašanje, ki se tukaj potem še postavi, je, kdaj, če sploh kdaj, znotraj tega lahko trčimo ob nekaj, kar ima mogoče status resnice, subjektivne resnice. Sploh, če gre pri tem za nekaj, kar je mogoče videti, gledati, uzreti. In če strnem, kdaj lahko vidimo preveč in kaj pravzaprav sploh lahko vidimo, s kakšno konotacijo gledamo. In glede teh vprašanj bi citirala iz recenzije tako imenovanega teoretskega psihoanalitika Mladena Dolarja, ki o knjigi piše takole. Gledalec je postavljen v vlogo voajerja, vendar je njegov pogled obenem kastriran pogled, ki se sooča z zastrtim in priprtim pogledom, ki je hkrati transgresivni pogled. In nadaljuje. Pri analizi različnih modusov gledanja, očesa in pogleda, se mora avtorica najprej soočiti z očitnim problemom tega, kaj lahko velja za pornografijo. Ob tem se poda v niz refleksij o historični pogojenosti pojma pornografije in njenih neujemljivih meja v sodobnem času, predvsem pa o meji med pornografijo in umetnostjo. Avtorica postavi tezo, da pornografija nenehno zahaja v paradoks, ko hoče eksplicitno pokazati vse. S tem pa prav v ekstremni vidnosti naleti na dimenzijo tega, kar je nereprezentabilno. V prizadevanju, da bi pokazali vso resnico, golo resnico, se ta izmika. In seveda danes takoj, ko nekdo govori o resnici, verjetno vsi našpičimo ušesa, smo na to pozorni, zlasti, če nekdo govori o goli resnici, mogoče o golem telesu, mogoče o telesu drugega. In v analizi, v analitični seansi, je to ponavadi mogoče detektirati, ko nekdo govori o užitku, predvsem pa, ko izkuša svoj lasten užitek. In s tem seveda ne pride zgolj do užitka, pride hkrati nekaj, kar užitek spremlja. Pride do nelagodja. In vsak, ki je kadarkoli izkusil užitek, ve, da užitek ni nekaj prijetnega, ni nekaj, kar zadeva homeostazo. Užitek gre vedno onkraj. In ravno potem se razlikuje od ugodja. Ugodje ima neko mero, užitek je nima. In naslov knjige, Užitek in nelagodje, na ta način že takoj zadane terno, zato ker gre onkraj. Ker gre za nekaj, kar presega. In ko govorimo seveda o pojmih, kot so užitek, nelagodje, ženska seksuacija, moška seksuacija, nenazadnje vprašanje resnice, so tiste teme, ki jim je najbolj na stežaj odprla vrata ravno psihoanaliza. In že Freud je psihoanalizo razumel kot diskurs, ki se utemeljuje na nečem, kar ni lastno vsakemu diskurzu, na ljubezni do resnice. In Lacan je na neki točki pripomnil, ko je seveda govoril o definiciji resnice, da je resnica ženska. Zakaj? Ne zato, ker je pri tem skrita neka feministična tendenca Jacquesa Lacana, ampak zato, ker gre pri tem za neko podobno logiko. Resnica je tako kot ženska ne vsa, je necela. In
Seveda ta izjava obenem tudi ne pomeni, da je Lacan falocentrist oziroma da je psihoanaliza podvržena falocentrizmu, kar je večkrat bil in je še danes pogosto očitek psihoanalizi. Se pravi, da gre za to, da se poantira, da ženska recimo nima nečesar, kar ima moški in tako naprej. Ampak to v grobem pomeni seveda, da tako resnica kot ženska nista podvrženi neki totalizaciji smisla. In vedno jo je potem mogoče ujeti za ceno neke izgube. In ravno zato resnica v osnovi ni nekaj, kar se razodeva kot navdušujoče odkritje, kot neka eureka, končno smo prišli do nečesa, kar smo pravzaprav želeli, ampak je podvržena kastraciji. Ampak, če ima psihoanalitični diskurs nek privilegij v razmerju do resnice, se pravi nezavedne resnice subjekta, in če se delovanje psihoanalitika, kot sem rekla, utemeljuje na ljubezni do resnice, pa obstaja še en diskurs, ki bi mu lahko potencialno pripadal ta privilegij. In to je brez dvoma diskurs umetnosti. Lacan je v zvezi z umetnostjo in psihoanalizo postavil zelo zanimivo trditev, ki mogoče tudi najbolje opiše njuno razmerje. Umetnik vselej predhodi psihoanalitiku. L'analyste précède toujours un psychanalyste. Se pravi, da tam, kjer je analitik, je torej umetnik že bil. Seveda se postavi vprašanje, kje to je. In odgovor je, tako kot ponavadi v analizi, glede na to, da je njena orientacija realnega, v polju realnega. In to realno seveda ni kraj, niti ni resnica, ampak je realno brez predikata. In umetnost je na ta način ravno neko rokovanje z realnim. Na kakšen način? Na način, da imaginarizira realno. Da da telo nečemu, kar strogo gledano nima telesa. In neka metafora, ki jo lahko poberemo iz filozofije, je Heideggerova metafora lončarjenja. Se pravi, ko oblikujemo nek objekt, lahko damo praznini neko določeno formo. In tudi pri Lacanu je že zelo zgodaj mogoče najti zastavitev, po katerem tudi užitek zaznamuje neka praznina, tako kot Heideggerovo vazo. In to postavi tezo, da gre seveda v umetnosti za kreacijo praktično iz nič, in obenem vedno za vzpostavitev neke določene pasti. Se pravi pasti, da lahko iz nečesa napravimo nekaj drugega. In kadar v analizi govorimo o telesu, gre ponovno za neko telo, ki ga preči užitek in vzpostavlja simptom. In to je tisto, kar je za psihoanalizo bistveno. Povezava psihoanalize in umetnosti je torej vedno ob vprašanju užitka. Ampak naloga analize seveda ni, da interpretira umetniška dela. Se pravi, psihoanaliza ni tam, da lahko reče, kaj je umetnik želel s tem povedati. Kar se mogoče premalokrat razume, predvsem v slovenskem kontekstu, je to, da psihoanaliza ne služi interpretaciji slik, ampak služi interpretaciji ljudi, da se ukvarja s subjektom in da je to ta klinična dimenzija, ki psihoanalizo sploh vzpostavlja. In pri Freudu mogoče je še zaslediti neke interpretacije, recimo interpretacije Leonarda in tako naprej, medtem ko psihoanaliza danes predvsem govori o nekem analitiku in potencialno nekem umetniku. In ravno pri tem izstopajo vprašanja kastracije, seksuacije, resnice, reza. In delo Slađane Mitrović je dragoceno ravno zato, ker se nanaša na te kategorije in odpira ravno ta vprašanja. In zamišljenje prepleta ženske podobe, umetnosti in užitka služijo številni umetniki. Klimt, Dürer, Courbet, Lucian Freud, Manet, Schiller, Duchamp.
in v izhodišču Gustave Courbet in njegov izvor sveta. Iz analitičnega vidika je Origine du Monde vsekakor zanimiv po tem, da poudarja tisto, kar sem prej rekla, se pravi vprašanje užitka. In temeljno vprašanje, ki tukaj je, kaj umetnost mobilizira v polju tega užitka. Se pravi, če psihoanaliza ne interpretira, je to zato, ker je sama interpretacija vedno podvržena nekemu užitku smisla. In zato je vedno v ospredju subjekt, ki je ujet v neko polje pogleda, v svoj lasten manko, v svojo lastno željo. In to je seveda vedno možno ob pogledu na telo drugega, ki lahko deluje kot objekt želje. In mogoče je imel Lacan ravno tu v mislih, kadar je svojim gostom v svoji podeželski hiši v Buitrancourtu, to je v pokrajini Velin, pokazal, konec koncev, z neko zelo zanimivo gesto, kaj v analitičnem smislu to lahko pomeni. In sicer, Lacan je, da bi to demonstriral, odgrnil pano, ki ga je izdelal njegov svak, André Masson, in to je bila slika Terre Erotique, ki je bila povezana z nekim posebnim lesenim mehanizmom, in za tem mehanizmom, za to sliko, ni v Lacanovi poletni rezidenci stalo nič drugega kot izvor sveta. Lacan je to sliko kupil na dražbi leta 1955 in sicer kot anonimni zbiratelj. In po njegovi smrti jo je njegova hči, Judith Miller, podarila muzeju Orsay. In praktično do tega trenutka je ta slika veljala za izgubljeno. Lacan je ni posodil za nobeno razstavo, skratka, nihče ni vedel, kje se nahaja. In ko je Lacan umrl, jo je odkrila Elizabeth Rudinescu. Sicer vprašanje je, kaj je dotična gospa počela v septembra, ko je Lacan umrl v tisti hiši, ampak dejstvo je, da vsekakor to, da je Lacan posedoval tudi marsikatero drugo umetniško delo in da je bila njegova psihoanaliza, konceptualizacija psihoanalize do te mere radikalna, da pravzaprav ne preseneča to zanimanje in pravzaprav neko iskanje. In to je očitno, se pravi, neko, bom rekla, navdušenje, ampak predvsem tendenca po posedovanju določenih umetniških objektov, se na nek način mogoče odraža tudi v Lacanovi uporabi umetnosti za konceptualiziranje analitičnih pojmov. Seveda, kot sem rekla, ne s ciljem, kot ga ima umetnostna zgodovina, ampak z namenom konceptualizacije nečesa, kar je proizvedla psihoanalitična klinika. Se pravi, da ne gre za aplikacijo psihoanalize na umetnost, pač pa vedno za razvijanje analitičnih konceptov. In pri tem gre seveda za vprašanje konceptualizacije užitka simptoma. In Lacan večkrat izpostavi to vprašanje v navezavi na subjekta kot uživajočo substanco. In pri tem postavi, da gre tako pri pogledu na nek objekt in pri tem, da se subjekt pravzaprav da videti, da je lahko tudi sam objekt pogleda nekoga drugega, vedno za eno in isto stvar. Za poizkus zapolnitve neobstoja spolnega razmerja, kot se glasi najbolj znana analitična teza. In ravno v tem se vzpostavi neka fantazma, ki je tako na strani subjekta kot gledalca in nekoga, ki se postavi kot objekt tega skopičnega užitka. Se pravi, tisto, kar ni fantazma, kar je realno, pa je še enkrat užitek in užitek simptoma. Vedno kot neka zareza. In izhajajoč iz teh parametrov, torej užitka, ženske seksuacije, simptoma in reza, bi na nek način začel naš pogovor. K vprašanjem, ki smo jih odprli, se bomo vrnili še tekom časa. O vsem tem pa bo, kot rečeno, spregovorila Slađana Mitrović,
Z njo se bo pogovarjala filozofinja in glavna in odgovorna urednica revije Kartel. Kartel je strokovna revija, ki jo pripravlja Slovensko društvo za lakanovsko psihoanalizo, ki pa tudi organizira današnji večer. Tako da bi se prepustila na tej točki besedo. Najprej hvala lepa, Nina, za tako izčrpen teoretski uvod v dokaj kompleksno tematiko. Jaz bom zelo na kratko predstavila moja izhodišča, ki so me peljala skozi teoretsko raziskovanje v prvi vrsti doktorske dizertacije, ki sem jo zagovarjala konec leta 2013. In potem se je v dogovoru za založbo Studia Humanitatis sam tekst preoblikoval v knjigo, torej Užitek in nelagodje, ženska podoba in seksualno 20. stoletja. Kot je že Nina izpostavila, na začetku je rdeča nit same knjige Kurbejeva slika in mogoče me najbolj pri tej sliki ravno fasciniralo to, da se uvršča v dva obdobja. Se pravi, nastala je nekje v drugi polovici 19. stoletja, tudi zaradi svoje skritosti, zaradi kroženja med različnimi zbiratelji, je nekako zaznamovala predvsem 20. stoletje. In danes je tudi slika del stalne postavitve Kurbejeve sobe v muzeju Orsay v Parizu. Torej, na nek način sem skozi knjigo poskušala ves čas vzpostaviti nek dialog med umetniki in umetnicami 20. stoletja, ki so ikonografijo ženskega organa nekako prepletli v svoj umetniški izraz. Naj najprej poudarim to, da moje teoretično raziskovanje ni šlo k neki linearni umetnostno-zgodovinski razčlembi, saj v končni fazi bi tukaj zahtevalo še več časa, kot ga je, in tudi veliko več samih primerov. Kajti ženski spolni organ kot ikonografski moment je eden od, bom rekla, najbolj reprezentativnih upodobitev 20. stoletja. Kar lahko dokazujemo s tem, da nobeno stoletje predhodno ni razvilo tako metodično, sistematično, v tolikšni meri to podobo. Seveda, ta podoba se je pojavljala tudi v preteklosti, tudi v drugih zgodovinskih obdobjih. Lahko gremo celo tako daleč, da trdimo, da je to prva podoba, ki nam je znana, seveda neka prva podoba človeka, ki jo je pustil že v prazgodovinskih jamah. Toda 20. stoletje je skozi različne reprezentacije, od fotografije do, se pravi, umetniške kreacije, to podobo tako daleč izpililo, da jo dejansko moramo imati kot nekaj, kar je popolnoma lastno temu stoletju. Jaz bi mogoče za začetek nekako šla še malo dlje od te knjige, da pojasnim, kje se je začelo to raziskovanje. In sicer že na Akademiji za likovno umetnost, kjer sem študirala, se je sama tematika pojavljala v mojih slikah. In iz tega naslova je nastala serija
obsežna serija slik, kjer sem nekako razvijala samo podobo ženskega užitka, koliko je ta podoba sploh prezentna in kako jo v samo barvno materijo inkorporirati, kaj je lahko vidno in kje se sama podoba že po nujnosti staplja z abstrahirano površino. Nekako iz tega naslova sem potem, iz čistega slikarskega raziskovanja, nekega zelo praktičnega, materialnega momenta, nekako prišla v teoretično iskanje. Kot prvo se je to pojavil kot nek ikonografski moment, kjer sem pač poskušala nakazati ravno ta problem. Zakaj umetnostna zgodovina izpušča ženski spolni organ kot svoj predmet analize in čemu potem takem lahko te podobe nam služijo v nekem širšem likovno-antropološkem kontekstu. Ali lahko mogoče na nek način odgovarjamo in širše kulturno umestimo, se pravi, to podobo. In če poskušam nekako svojo knjigo razdeliti v dva pola, dosti predrzna pola, se pravi, nekako problemov je izrazito več in eden prvih problemov, s katerim sem se ukvarjala, je sam rez. Se pravi, kako je ta podoba zarezala v samo likovno umetnost. Ampak tukaj bi mogoče izpostavila najbolj preprosto vprašanje, ne? Kaj so umetniki in umetnice 20. stoletja nekako naredili v tem kontekstu. In eden ključnih umetnikov, ki se je ukvarjal s samo tematiko, se pravi Rodin, je ustvaril vrsto risb in kipov, ki so nekako šli k razkazovanju ženskega telesa. In sam nas je naslovil že na problem parcialnosti, se pravi telo, ki se vedno pokaže kot necelo, kot določena fragmentirana podoba. In na drugi strani bi se ustavila na enem momentu, in sicer avstrijskega slikarja Egona Schilleja in celo serijo njegovih podob, kjer je pokazal na ta motiv kot nekaj, kar se razkriva izza te gmote in materije, se pravi oblačila in telesa. Se pravi, organ prihaja nekje skrivnostno, zaprto iz telesa in vedno v tem kontekstu razkrivanja je dobro opazovati tudi njegove obraze njegovih likov, ki z neko tesnobo kažejo, da gre za pogled, ki ima ne samo lahko mučen trenutek za gledalca, ampak tudi neko tesnobno vprašanje za samega umetnika. Se pravi, kot ta nek odgovor in te vse podobe, ki jih kažem, vsekakor jemljem kot neko vez z L'Origine du Monde, je mogoče zelo zanimivo podal Marcel Duchamp s svojim zadnjim delom, ki ga je delal v skritosti 20 let, se pravi zadnjih 20 let svojega življenja. Gre pa za État donné. To, kar vidimo pred nami, je samo en del te kompleksne instalacije in sicer Duchamp postavi umetnika in potem tudi gledalca v neko pozicijo voyerja. Se
pravi tistega, ki mora kukati, da bi prišel do tiste podobe, ki ga najbolj zanima. Se pravi, podobe razkrivanja neke skrivnosti, nekaj, kar naj bi ostalo intimno, zaprto in izza dostopa našega pogleda. No, in na drugi strani, če zgodovino potem jemljem kot nek odgovor, kaj so k temu raziskovanju moških umetnikov naredile same umetnice, bi omenila zelo zanimiv performance, in sicer od japonske umetnice, ki se je preselila v New York in nekje okoli leta 1965 in že takrat začela delovati v sklopu gibanja Fluxus. In tukaj pred nami je podoba vaginalno slikanje iz ene od performativnih akcij, ki jo je izvedla. Umetnica si je na krilo pričvrstila čopič in se potem v nekem čepečem, hodajočem položaju sprehodila po velikih ploskvah belega papirja. Sproti je umakala ta čopič v rdečo barvo, tako da je bilo videti, kakor da so sledi posledica same menstrualne krvi, ki se procesualno izteka na podlago. Za gledalce je bila to mučna izkušnja, saj je na eni strani umetnica dala vedeti, da sam čopič je del njenega vaginalnega prostora in je s tem nekako ravno poskušala odpreti neko vprašanje, ki je temeljno ne samo feministično vprašanje, temveč tudi vprašanje ženske kot slikarke, kot take. Ali ne slika ženska iz svojega telesa? Ali ravno ni njeno telo tisto, s katerim lahko ona samo slika? In 10 let za tem performansom je neko zarezo postavila tudi Carol Schneemann, spet dovolj radikalnim performansom Notranji zavitek. In sicer umetnica je ob koncu same akcije iz vaginalne odprtine izvlekla zavitek in ga začela pred publiko brati. Pri tem pa je že predhodno nakazala, da ona kot umetnica mora nastopati izključno s svojim telesom, ampak tokrat ne telesom modela, ki pasivno se kaže gledalcu kot neka zgodovina akta, temveč ravno z umazanim telesom, ki ima svoje izločke, ki je penetrabilno, ki je materialno v prvi vrsti in ravno ta materialnost ženske lahko ustvarja umetniško delo. In mogoče zadnjo točko te nekega uokvirjenega zgodovinskega preseka, ki ga je možno v knjigi tudi začutiti, bi postavila ameriško umetnico, ki je svojo serijo Sex Pictures, nastalo leta 1992, postavila dovolj zanimivo zarezo v to, kako je sama eksplicitnost ženskih organov in tudi njihova parcialnost lahko ravno področje tistega freudovskega izraza unheimliche, se pravi nekaj, kar presega samo pornografijo in trči ravno v našo neko travmatično jedro. Se pravi, Cindy Sherman je v tej seriji
namesto teles predstavila seksualnost lutk, hibridov, sklopov, medicinskih pripomočkov, ki pa gledalca zavajajo do te mere, da na vsaki točki mi ne vemo, zakaj gre. Ali se nam predstavlja kot telo kot tako, ali pa gre za nek plastični fantom. Tako nekako ta kratka, recimo, ena od pozicij umetniških, ki jo predstavljam v svoji knjigi, bi tukaj bila zaokrožena. Super, Slazina, najlepša hvala. Tudi Nina, tebi sem odlično vodce napravila. Zdaj nekako preostane še taj neki tretji del našeg dogodka, pač en tak pogovor. Upam, da nam bo uspelo. Zdaj, mogoče prej nego zastavim kakršnokoli vprašanje, bi nekaj povedala tudi o vtisu, ki sem ga dobila, ko sem knjigo prebrala. Recimo Derrida v enem tekstu o Kantu govori o tonu filozofije in o tem, da zapravo neki teoretski tekst ima svoj določeni ton. In zdi se mi, da ta neki specifičen ton lahko prepoznamo tudi v Slazini knjigi. Zdaj, jaz sem knjigo večkrat prebrala in vsakič na novo sem bila navdušena, presenečena in šokirana. Nekako taj šok mi je zapravo, šok mi vsakič novo prihaja iz tega, ker Slazina ima zelo noro bibliografijo, to pa moram izpostaviti. Njena literatura zahvati področje od zgodovine likovne umetnosti in antropologije, preko feministične literature, preko gender study, queer study, filozofije in psihoanalize. In tisto, kar je presenetljivo, je, da ta obsežna literatura je v knjigi zelo jasno koncentrirana in fokusirana v eno zelo močno poglobljeno branje in raziskovanje. Tako da obstaja ta rdeča linija, ki se vleče od začetka do konca. Ampak tisto, kar mi daje občutek totalne navdušenosti, je to, da knjiga mi podaja ogromne informacije. Veliko stvari nisem sploh vedela in veliko sem se naučila. Ampak hkrati čutila sem neko distanco tebe kot avtorja, tako da si meni kot bralcu dala priložnost, da tudi sama izgradim neko svoje mnenje ali pač, da se tudi sama nekje malce raziskujem, gotovo paralelno s branjem, gre tudi neko lastno premišljevanje, kako bi neko stvar pač raziskovala naprej. Mislim, to je šlo tako daleč, da na koncu sem se spraševala, če bom imela kaj da vprašam Slazino, ker bi raje bilo mogoče v poziciji tistega, ki odgovarja na vprašanje. Zdaj, ena stvar glede tega tona Slazinega pisanja. Prvič, taka materija, nekaj je tudi Nina o tem govorila, mislim, je že po sebi zelo provokativna. Ženska podoba in seksualnost in hkrati zdaj vse te slike na tem velikem platnu, sploh si ne predstavljam, kako je za vas to bilo gledati te razkrične noge in ženski organ. Ampak v vsakem primeru je provokativno in ima učinek šoka. Hkrati je v tem največja nevarnost takšne materije in takšne problematike. Zelo hitro lahko padne v neki senzacionalizem in zelo hitro diskurs o tem postane teatralen. In odlično je to, da niti v enem trenutku nisem dobila vtis, ko sem brala tvojo knjigo, da je tvoj diskurs teatralen. Čisto nasproti. Imela sem občutek, da si ves čas na neki distanci, neki čudni nevtralnosti, torej ne nagovarjaš bralca, nisi niti najmanj sugestibilna v tem smislu in
hkrati si to napravila s enim jezikom, s enim pisanjem, ki je izrazito bogat. Tvoj jezik je zapravo takšen, kot ne da pišeš, ampak kot da slikaš, kot da rišeš. To so izrazi, ki so zelo tak meseni, čutni, sirovi, živalski. Mislim, v tem smislu je nekako prisuten nek eksces samega pisanja in hkrati je ves čas je ta neki ton neutralnosti. Tako da res si ne predstavljam, kako ti je to uspelo, ampak meni se zdi, da ti je. In kot pravim, za tako materijo, ki zelo hitro padne, neki senzacionalizem, je bilo zelo potrebno imeti eno tako študijo. Zato bi te mogoče nekaj vprašala, zdaj moje prvo konačno vprašanje, bi se dotaklo tvoje metodologije. O tem nekako govoriš že v uvodu in se postaviš na pozicijo ene discipline, likovne antropologije. In mene bi zanimalo na začetku, ker ko govoriš o likovni antropologiji, govoriš tudi o tem, da ti je ona dala priložnost, da pristopiš sami temi. In mene zanima torej, kakšna je razlika med likovne antropologije in zgodovine likovne umetnosti in kaj je točno tisto, kar ti je takšna disciplina odprla, kaj ti je omogočilo? Najprej hvala lepa, Magdalena, za tak rdeči tepih moje knjige. Sama tema, kot sem rekla, ima pač to pomanjkljivost, da v okviru umetnostne zgodovine, oziroma zgodovine umetnosti, ni bila nikoli tako jasno raziskovana. Mnogi avtori, ki so naleteli na to temo, so naleteli na vrsto težav. Prvič, že pri nas, ko sem se v diplomskem delu ukvarjala z Miheličevo, pravi, z erotično podobo Franceta Miheliča, se je najprej pojavil odpor tudi dedičev, kot tudi nekaterih strokovnjakov, zakaj te podobe sploh uvrščati k ostalem opusu tega znanega in visoko cenjenega slovenskega umetnika. Ker enostavno so strokovnjaki imeli erotične podobe kot nekaj, kar je nastalo iz neke blodne fantazije umetnika in dobro je, da to ostane nekje v depoju, to imamo, ampak ni pa to najboljše, da se kaže. In na podoben način so pristopili tudi drugi slovenski umetniki, recimo Drago Tršar, ki ima prav posebno ime za svoje erotične podobe, ki jih je ves čas ustvarjal ob vseh teh njegovih znanih spomenikih in znanih delih, po katerih ga poznamo in seveda občudujemo, je ustvaril tudi res zajetno serijo erotičnih podob, ki jih pa imenuje drugi program. To je nekaj, kar je nastajalo sproti, kar je nekaj, kar je intimnega, umetniku lastnega in tudi v samem štartu, ni nujno, da se kaže publiki. Podobno zgodbo zasledimo tudi pri Picassu. Množica strokovnjakov so njegove te zadnje erotične risbe in grafike označili kot neko blodno fantazijo ostarelega umetnika, ki zdaj pač na zadnja leta mora čutiti tudi nekakšen erotični naboj in bo je tudi, se pravi, Eros Thanatos, neka ta dvojica. Tako da, se pravi, na drugi strani nam je pa najbolj znan se pravi, ta umetniški, pa tudi, ne samo umetniški, ampak tudi dokumentarni opus, imenovan tako imenovan L'Enfer, Pekel, ki je bil zelo dolgo zaklenjen, nedostopen v Nacionalni biblioteki Pariz. Tam so vse erotične podobe, ki so se pojavljale v javnem prostoru ali pa kakorkoli zaokrožile, so jih postavili ravno v to zbirko kot nekaj, kar utegne škoditi samemu občinstvu.
predvsem delavski razred, ženske in otroci so tisti, ki jih te podobe najbolj poškodujejo. Tako da, zgodovinsko gledano, obstaja vrsta razlogov, zakaj te podobe niso mogle biti pač del javnega diskurza in tudi seveda neznanstvenega. In umetnostna zgodovina je ena klasična disciplina, je nekako ves čas ostajala pri aktu, kot nekem zaprtem telesu, ki je idealizirano in s tem, ko je idealizirano, ne kaže pač te svoje telesnosti, nizkosti, pornografskosti, ker to je umetnost. To je nekaj, kar je dostopno visokim čutom. Sami spolni organi pa postavljajo ravno vprašanje tega nizkega, živalskega, nekontroliranega, nemoralnega kazanja. In tukaj je ta tema ves čas naletela na vprašanja, na sumljivost in v končni fazi tudi tisti avtori, ki so se ukvarjali delno s to temo, ves čas bila v zraku ta spektakel. Ali ti avtorji dejansko nimajo nič za povedati, pa samo težijo k nekemu spektaklu, da bi ostali skozi to temo prepoznani. To je pač bilo eno od vprašanj, ki se dotika take teme. Zato je silno dvorezen meč že samo ukvarjanje s tem problemom. Na drugi strani, torej umetnostna zgodovina ni imela kaj dosti za ponuditi, zato je treba enostavno hitro prestopiti k tistim disciplinam, ki pa mogoče lahko na bolje odprejo in pokažejo na problem. In ena prvih je sigurno bila psihoanaliza, samo freudovsko teorijo v prvi vrsti. Na drugi strani pa so kulturne študije, predvsem antropologija, ki so nekako se koncentrirane na problem ženskega organa v smislu širših teorij, kot je sram ali raziskovanje tega problema v nekih plemenskih ureditvah. Tudi tukaj sem dobila zelo široko odprto polje za obravnavo tega problema. Zato tudi lahko rečemo likovna antropologija, se pravi, to ni umetnostna zgodovina, ampak bi rekla, da je nek presek različnih disciplin in teorij, ki nas vodijo oziroma nam omogočajo pojasniti ravno tak motiv, kot je ženski spolni organ. Pravi, nekaj, kar nima za sabo zgodovine in hkrati jo mora ustvariti na ta način, da ne pripada nikakršnemu polju. Ja, torej, na nek način likovna antropologija je ravno ta diskurs drugega programa. Tako, ja. Lahko bi rekli, ja. Diskurs nekaj, kjer se lahko pojavi tudi nekaj, kar je marginalno, pornografsko, nizko, zatrto, nedostopno. Se pravi, sama likovna pornografija nima teh moralnih predikatov in tudi nima zadržkov do tega, da bi si sposojala teorijo od psihoanalize, če je to potrebno, da se pojasni neko likovno delo. V redu. Ampak recimo, točno tukaj, ko govoriš uporabe psihoanalize in zdaj, rekel si, torej, to je antropologija v principu in tudi uporabiš kulturne študije in zdaj se mi ti boš popravila, če to ni tako, da takšen diskurs zapravo pristopa svojim fenomenu na način, da poišče neke konkretne družbene norme, ki pobojujejo dati fenomen, oziroma da nekak fenomen umesti v neki konkretni družbeni in časovni moment. Ne? In zdaj, ravno zaradi tega se sprašujem, ali si prišla do neke metodološke zagate, recimo takrat, ko prideš do istega fenomena in ki ga nekako zgodovinski umestiš
in potem uporabiš recimo psihoanalitski diskurs ali filozofski, ki ima pretenzijo k neki ahistorialnosti, oziroma nekako, da pride do neke strukture, nekega fenomena, ki v tem smislu ne pozna zgodovino. Ja, jaz sem nekako se odrekla tej linearnosti ravno iz tega vidika, da ni potrebno slediti nekim časovnim parametrom, ampak sem v dizertaciji, tako kot knjigi, poskušala oblikovati poglavja problemsko, se pravi konceptualno, tako da sem jih zaokrožila v neko skupno idejo in potem sem k tej ideji skušala spet postaviti dialog s samim umetniškim delom. V prvi vrsti moj problem ni bil nikoli časovni, ne? Čeprav je jasno, ne, da gre za neko izrazito ikonografijo 20. stoletja, ampak na neki točki bi lahko to časovnost popolnoma izmestili. Se pravi, lahko bi ostali na samem tem ogrodju, ki je konceptualno vezan za določene teme. Ne. Zato sem se nekako ustavila res na teh dvojicah, ne vem, pornografija in pogled, sram, kaj je to res v umetnosti, kako se pojavlja to parcialno telo, se pravi, kaj tudi sam ženski organ to je. In mislim, da me ravno ta metodološki okvir potem izvrže iz te časovnosti, ki pa ima v umetnosti v zgodovini ravno to posledico, da je predvsem opisna, interpretativna in ji potem zmanjka nekega prostora za idejno zasnovo. Vsekakor se vidi, da v knjigi je ena od tvojih najbolj močnih referenc zapravo Freud. In nekje razumem, da ti recimo odlično odgovarja ta Freudov koncept ambivalentnosti. Ker tudi sama nekje pristopaš ženskemu organu na ambivalenten način. Torej pokažeš eno in drugo stran. Da to ni samo neka metafora za materinstvo, za neki izvor sveta, za neko kreacijo, ampak tudi, da ima in to hrbtno stran, ki je gotovo, če rečemo z besedo Mladena Dolarja, ontologija gnusa. Ja, nekako sem ves čas bila v poziciji te dvojnosti. Se pravi, začela sem s psihoanalizo ravno zato, ker je bila to nekak, se pravi, teorija, ki jo lahko nekako najbolj dostopno razvijam, glede na sam motiv. In hkrati mi je ravno psihoanaliza odprla to drugo polje, se pravi nezavednega simptoma, unheimliche, nekaj, kar mora ostati skrito, pa pride kljub temu na dan. In tukaj se je potem hitro pojavilo to, da ta lepa telesa, ki jih gledamo odkrita, kot smo na začetku videli Courbetovo briljantno naslikano delo, na drugi strani sprožajo ravno ta nek občutek lahko tesnobe. Kaj je res tisto, kar gledam? Ali je to neka odkrita moja želja po užitku, ali pa gledam tudi drugo stran tega preveč uživanja, se pravi nekaj, kar me
hitro vrže iz ravnovesja in se sooča ravno z nečim, kar je kastrirano, kar takoj v meni povzdigne sam odnos do tega kastracijskega kompleksa, se pravi, in tu smo hitro, se lahko povežemo s to, se pravi, parcialnost, razrez telesa pri Courbet. Tukaj nimamo tega celostnega telesa, ampak je razrezano telo. In ravno iz tega je potem nastala ta dvojnost, užitek in hkrati in vedno tudi nelagodje. Ker običajno smo seznanjeni ravno s tem, da ta pornografski moment ima v tem motivu tako močno mesto, da se ta drugi pol hkrati tudi ne vidi. Ja, mislim, tvoj naslov za prav knjige Užitek in nelagodje je točno ta ambivalentnost, o kateri se zdaj pogovarjamo. Ampak tukaj sledi vprašanje, čigav užitek in čigav nelagodje? Ja, hvala, zelo zanimivo vprašanje. To je tudi vprašanje mogoče, ki je najbolj žgoče. Dobro si zadela, kot rečemo, žeblico na glavico. Torej, ali je to užitek umetnika, ali je to užitek gledalca? In na drugi strani, ali ne gledam samega sebe, ravno v nekem momentu, kjer se razkazujem. Tudi umetnostna teorija se je ves čas ukvarjala s tem problemom, se pravi, kdo je tisti, ki se kaže in kdo je tisti, ki gleda. In ravno tukaj se potem odpre še neko drugo vprašanje, ki ga bomo verjetno odprli, ampak mogoče jaz dam eno hitro umestitev, se pravi, ali gre za pornografski pogled in kje je njegova razmejitev do umetniškega pogleda, če to imenujemo tako. In umetnostna zgodovina nastopa tudi v tem kontekstu, da skuša nekako umetniški, kreativni pogled okarakterizirati z erotičnim in ga na tem mestu postaviti v nasprotje do pornografije. Se pravi, zelo grobo rečeno, tukaj je kar nekaj teorij, kaj je erotično in kje nastopi pornografija. Nekako splošno rečeno, erotičnost je vzpostavljena s tistim momentom, ko ne razkrijemo vsega, kjer nekaj ostane kot skrivnost, kjer gledamo to zeleno lakanovo zaveso, a hkrati vemo, da kaj je iza te zavese. Ampak do tega momenta, da razkrinkamo, pa nikoli ne pride. Tukaj je ta moment umetnostne zgodovine, ki pravi, do te meje nastopi umetnost. Potem vse ostalo prepustimo pornografiji. Toda stvari nikakor niso tako enostavne in tako, bom rekla, oprijemljive in razločljive. Kajti že to, kar smo na začetku pogledali iz našega slikovnega gradiva, ravno vidimo to, da gre za velika umetniška imena, ki pa so ta pornografski pogled uporabile za to, da bi pokazala nekaj, kar nima nič zveze s pornografijo, ampak kar nastopa ne samo kot res v umetnosti, ampak odpre nek pogled na druga področja človekovega mišljenja, če smem tukaj tako nekako zelo na hitro zaključiti. Jaz bi se mogoče pridružila
temu vprašanju, ki je bilo izpostavljeno, se pravi užitek na čigavi strani. Ne? Iz psihoanalize, recimo, če črpamo, zelo hitro pridemo do neke teze, da pravzaprav gre vedno pri razkosanju telesa za pogled drugega. Se pravi, da ko je telo razkosano, se pravi, da gre za nek parcialni objekt, gre vedno za nekaj, kjer je že umeščen pogled drugega. Se pravi, odvisno zdaj, lahko je subjekt v psihozi, ki na nek način tudi sam čuti to razkosanost telesa, ampak v tem smislu, glede na to, da gre za nek erotizem, oziroma, če rečemo analitično, objekt želje, objekt A, je potem vedno na nek način, saj v nekem mojem branju, vsaj izvora sveta oziroma umetniških del, ki eksplicitno prikazujejo recimo samo eno stvar, recimo samo ženski organ, za absolutno pogled drugega. Recimo iz filma, mogoče poznamo eno tako zanimivo metaforo oziroma zanimiv dialog, in sicer gre za Godardov film La Méprise, kjer Brigitte Bardot v prvem kadru govori s svojim ljubimcem in ga vpraša: so ti všeč moji lasje, so ti všeč moje oči, so ti všeč moja usta in tako dalje do pravzaprav vseh možnih organov. In on vedno reče, seveda, ja. In njen sklep, ki ga ona na koncu potegne iz tega, je: alors tu m'aimes tous, ljubiš me celo. In ravno v psihoanalizi vidimo, da pravzaprav objekt A nikoli ni celo, da je vedno parcialen, tako kot je recimo v Freudovi teoriji gona, goni so parcialni, merijo na nekaj. In ko imamo mogoče v umetnosti prav tako izrezan kader, pravzaprav tisto, kar je bilo meni zanimivo v knjigi je, ko se pravzaprav analizira sam izvor sveta. Se pravi, kaj pravzaprav podoba vsebuje. Vsebuje to, ne vsebuje tega. In tisto, kar je recimo zanimivo je, da pravzaprav poudarjaš, to se mi zdelo zelo zanimivo, da v bistvu, ko govorimo o prsih na tej sliki, gre samo za eno. In vprašanje, ki ga postaviš je, ali ne gre mogoče pri tem za neko postavitev ženske kot aktivne, se pravi amazonke, ki že iz antike črpa nek ta določen motiv. Se pravi, ali ne gre na tej točki za postavitev ženske kot pravzaprav nekega ne pasivnega, ampak aktivnega subjekta, aktivnega člena, akterja. In v tem smislu se mi absolutno zdi, da gre vsaj iz tega stališča slikanja oziroma produciranja umetniškega dela za ta pogled drugega, vprašanje pa seveda, na čigavi strani je užitek. Jaz bi rekla na obeh. Užitek je tisto, kar preči vsakega subjekta, vsako telo. In jaz mislim, da sploh recimo, ko govorimo o neki taki tematiki oziroma če se nekdo kot umetnik pravzaprav ukvarja s tovrstnim motivom, razmišlja o tem v nekem akademskem smislu, da vedno gre za užitek telesa, ki ni samo užitek smisla, mišljenja, ampak je nekaj, kar je pravzaprav popolnoma materialno. Hvala, Nina, da bi se vključila. Nekako to samo potrebi tisto, kar sem na začetku rekla, da Slađanin ton je takšen, da dejansko proža veliko prostora za različne intervence in razlage, interpretacije, ker recimo tudi, ko gre za ta naslov, je v tem smislu dejansko dati naslov, ki v osnovi ne sugerira vnaprej za čigav užitek ali za čigavo nelagodje gre in da v tem smislu nekako samo raziskovati in ga poiskati. Za razliko od recimo naslova od knjige od Jacqueline Rose, imenuje se Ženskost in njeno nelagodje in je zelo podčrtano to njeno. Tako da absolutno ne more priti do nekega nerazumevanja, za čigavo nelagodje gre. Tukaj dejansko lahko rečemo, ne vem, v tem nekem laičnem mogoče govoru bi tako rekli, ženska podoba in seksualno v 20. stoletju itak je nekaj, kar izziva užitek, že s samim gledanjem, danes je itak imperativ časa, da ženska podoba in da je seksualnost zmeraj seksi
kar proizvaja potem ta užitek. Hkrati nelagodje lahko rečemo, da pripada ženski, zaradi tega, ker je mogoče v nelagodju do lastne seksualnosti ali do tega, da je objekt zamerjanja nekih moškega pogleda. Ampak hkrati to, kar ti pokažeš v knjigi, je to, da zapravo ženska podoba in seksualno mogoče ni tako seksi, kot se nam zdi. Ne? Da tukaj že obstaja neka ambivalentnost in posebej, če rečemo in razdelimo že tukaj nelagodje na način njen užitek in naše nelagodje ob gledanju njenega užitka. Dejansko je totalno nelagodje. Ampak ti si Slađana omenila zdaj pornografski pogled in mislim, da si šla v tej smeri, da bi napravila tudi razliko do transgresivnega pogleda. Torej, tvoje prvo poglavje se ukvarja s to temo pogleda, cepiš na to kategorijo v eno trojno klasifikacijo, torej obstaja pornografski pogled, obstaja voajerski ali kastrirani pogled in obstaja transgresivni pogled. Torej, ali slučajno želiš zdaj, mogoče samo nekratko, da nam poveš, kako si prišla v te klasifikacije oziroma v čem je točna razlika med temi tremi pogledi? Spravi, moment gledanja se mi je zdel eden od nujnih parametrov, da razčlenimo sam motiv. Torej, kdaj gre za neko vojerskega gledalca, kdaj gre za pornografskega gledalca, ne, in potem na drugi strani ta transgresivni gledalec. Se pravi, ne vem, če zelo na hitro pa zelo tako zaokroženo probam reči, torej, pornografski gledalec je tisti, ne, ki skuša videti ravno vse. Če pornografijo nekako njeno tendenco, da pokaže vse. Se pravi, kar nobena podoba do sedaj ni mogla pokazati, ne, in se skuša na ta način premakniti izven meja ne samo nekega družbeno dovoljenega, ampak tudi želi pokazati tudi same meje telesa. Kajti, če pogledamo samo, kako so ti pornografski kadri ustvarjeni, potem ravno vidimo tukaj, da je vsa potenca usmerjena k temu, da se vse, kar je mogoče, kar lahko oko kamero oziroma fotoaparata zazna, dostopno tudi gledalcu. Se pravi, prikazati zadnje meje telesa, oziroma rečeno, živega telesa, vse, kar je možno sploh videti. In tukaj sama pornografija ravno naleti na nek trg nemogočega. Zato, ker vztraja ravno na tem samem kazanju telesa. In pri ženskem telesu ravno nastopi ta moment, da je užitek neviden, da je užitek znotraj telesa, ni na samem telesu in moment užitka pri pornografski gledalki torej nastopi ravno v glasu. Ta se ne vidi, ampak lahko ga je zaznavati skozi glas. In ravno nasproten temu bi lahko bil nek transgresivni pogled, ki ga ima tudi lahko umetniško delo. To pa je, da odpre luknjo tistega, kar ni možno gledati. Se pravi, odpre nekaj ojdipovskega, nekaj tesnobnega, nečloveškega. In tukaj sem uporabila metaforo Aktajonovega lova. In sicer ta starogrški mit pravi, da se njegovo življenje konča ravno v momentu, ko vidi tisto, kar ni mogoče gledati. Se pravi, on se ustavi ob reki in gleda genitalije boginje lova in
tam ob tem nemogočem pogledu zada ravno ta smrtni udarec, da ga spremeni v jelena in ga potem pojedo njegovi lastni psi. Se pravi, on je prestopil tisto mejo, za kateri gre po pornografiji, pa jo sploh nikoli ne more doseči. In tukaj nekako umeščam tudi umetniško delo, kajti se pravi, umetniško delo nima tendence po neki spektakularnem odkrivanju recimo nedovoljenega dela ženskega telesa, ampak odpira nek pogled, kar ima opraviti z realnim, če si sposodim čisto psihoanalitski izraz. Se pravi, z nečemer, kar kot tako nima materije, kar je neizrekljivo, kar se kot tako ne umešča v samo našo izkustvo tistega telesa, ki ga gledamo. Ja, mogoče, meni pa na pamet pač ideja, da bi lahko recimo to trojno klasifikacijo nekako zadeli s eno posebno fenomenologijo, pač da rečemo, da na podlagi stika dva organa, kot je ženski organ in organ za gledanje oko, imamo recimo pornografski pogled in fenomenologijo takšno, ki zapravo pokaže manjkajoči organ. Kot si sam rekla, pornografija potrebuje neke posebne zvočne efekte, da bi sploh nekje prepoznali, da ženska uživa. Torej, tukaj niti ne pride zapravo do pravega stika med organom gledanja in ženskim organom. Po drugi strani, recimo, voajerski pogled, mogoče bi zdaj že bil čas, da se malce zabavimo tudi s slikicami. Torej, super, odlično, evo tu smo, na pravi grera, ne. Imamo primere, torej, umetnika, ki pač gleda direktno v ženski organ. Zelo tako lepo je prezentna njegova voajerska funkcija. In tisto, kar mi je zanimivo, način, kako razlagaš te voajerskem pogledu v knjigi, je to, da zapravo se sam organ za gledanje oko umetnika premesti zapravo na ženski organ. Na istem mestu se zapravo nahaja ženski organ in oko umetnika. S čem retroaktivno umetnik tudi sam sebe gleda. Tako da fenomenologija, ki bi odgovarjala te logike, je zapravo fenomenologija neke identitete in neke samorefleksije. In potem imamo transgresivni pogled, v katerem pač ženski organ funkcionira kot ena meja družbenosti, konvencije, prepovedanosti. Kot sem sama rekla, v klasični akademiji pač se ni pokazalo ženski organ. In zdaj se je, kar pomeni tisti umetnik, ki je video čez ta prepoved, transgresira. In to je fenomenologija nepredstavljivega in transgresivnega oziroma ekscesivnega. Zdaj, ves čas, ne vem, če ste opazili, moje dame, ampak ves čas govorimo o ženskem organu. Redko kdaj je kdo od nas omenil ženski spolni organ. Torej, tudi v našem naslovu tega dogodka imamo ženski organ, oko in resnica. Tako da se jaz zdaj sprašujem, torej, o kakšnem je tukaj organu zapravo reč, kaj je tisto, kar se prezentira v umetnosti. Freud že sam nekje podvoji in reče, da ženska zapravo ima dve genitalne cone, klitoris in vagino. In zdaj me zanima, kaj od tega je zapravo, kaj je tisto, kar ta umetnik voajer vidi. Kateri ženski organ? Zanimivo vprašanje, ki si ga odprla ob ravno tej klasični Dürerjevi grafiki, ki je pri nas na akademiji bila nekako model za linearno perspektivo. Se pravi, torej,
ta mreža, ki jo vidi, skozi katero gleda umetnik, je dejansko služila za model ustvarjanja iluzionističnega prostora, se pravi nekega prostora v globino. In tukaj nekako ravno sovpade z tem motivom, se pravi, če pogledamo, kako je ženska obrnjena k umetniku, obrnjena je tako, da pač mi gledalci jo gledamo od strani, ampak umetnik jo gleda ravno tam, kjer lahko uprizori in doseže tisto globino prostora, za katero mu dejansko gre. Se pravi, gledajo v tisto lino, kjer mu odpira prostor v globino, ki nam ni dostopna, se pravi globino našega telesa. In to je tisti ravno moment nelagodja. Zato, ker se vedno doživljam skozi, oziroma vidim se skozi površino, medtem ko mi moja notranjost, se pravi, zbuja ravno tisti moment, kjer se srečata užitek in nelagodje. Mogoče, lahko se tudi poiščeš Klimtove slike? No, ta je tudi zelo zanimiva, ko si govorila o očesu in sopadanju očesa z ženskim spolnim organom. Mislim, da je ta Picassova grafika iz res zadnjega obdobja zelo zanimivo. Kajti, če pogledamo ta spodnji del, ta maska, gledalec je tukaj zreduciran na masko. Ne? Imamo gledalca, ki gleda samo umetniško delo, ampak imamo še enega gledalca. Se pravi masko, ki gleda žensko z razprtimi nogami, ampak zanimivo je ta preskok očesa v notranjost samega organa. Ne? Če zelo dobro pogledamo, se tukaj v tem spolnem organu ravno vidi samo oko. Oko, ki je preskočilo v drugi del telesa. Ja. Ampak meni je zanimivo, recimo na tej sliki, kot na prejšnji sliki od Dürera in mogoče tudi imamo tukaj, mislim, še eno sliko od Gustava Courbeta, tista punčka s belimi nogavicami. Recimo, ne, kaj mi je, recimo, rekla isto za vse tri slike? Torej, na podlagi njenega položaja vidimo, da je umetnik frontalno naspram njem in hkrati vse tri ženske na te tri slike tudi sami gledajo umetnika. Tako da imamo zdaj še en pogled zraven. Torej, kaj ta dodatni pogled napravi? Napravi to, da umetnik se ne pojavi samo v funkciji voajera, v funkciji voajera, ki pač gleda v žensko in jo riše, omogočamo njegovo samo umetniško dejavnost, ampak hkrati s tem, da je gledan, se dogaja nek dodatni moment, mogoče nelagodje. Tisto, kar tudi samo praviš v knjigi, sartrovski elementi, da smo vsi gledani. Torej, model zapravo njega gleda. In spet na istem mestu se dogaja poklapljanje tega ženskega organa in samega organa za gledanje. In zdaj se mi, da recimo, če mogoče poiščeš zdaj naprej, da bi mislim, da zadnje zapravo, še eno. Ja. Mislim, da zapravo Magritina slika tukaj najbolje zapravo to prizori. Vem, da so različne interpretacije te slike, ampak recimo v tem primeru imamo zelo tako agresivno topologijo tega, o čem smo zdaj govorili. Na istem mestu, torej na mestu glave, pač nahaja se ženski organ. In zapravo se tem svim atributima ženskosti in njenih ženskih organa zapravo gleda v umetnika.
Torej, na nek način, če se govorimo pač o ženskem organu, oku in resnici, se mi zdi, da bi mogoče tudi ta moment resnice končno prišel v plan. Zdaj, lahko se vrnemo na Klimta, ker evo, recimo, tukaj imamo še en moment, roka. In tudi med tvojimi slikami, ko si nam jih pokazala, vidimo, da roka tudi lahko pod očesa zadobi neko drugačno funkcijo. Tradicionalno oko je pač sinonim za neko teorijo, neko spekulacijo, za neko nedolžnost. Tudi roka je nekako klasično, kot samo izpostavljaš v knjigi, imala funkcijo zakrivanja in kazanja sramu. Zdaj ta ista roka je direktno, mislim, je pač na ženskem organu. In vidimo, da zapravo ne služi nikakršnem prikrivanju, ampak zapravo totalnemu užitku in igranju. Zdaj, kaj se meni pač zdi, to je zdaj moje naslednje vprašanje zate, to je da v tem dotiku ženskega organa s nekim drugim organom, ali je to oko, ali je to roka, se zgodi neka okužba samega organa. In to več ni nek nedolžen organ, to je neki stigmatizirani organ in neki seksualni organ. In zato se zdaj sprašujem, ali sploh obstaja neki organ na ženski, da ni ženski spolni organ. V tem kontekstu je tudi zanimivo, kar se odprla si zelo zanimivo vprašanje in v tem kontekstu je tudi so zanimivi tradicionalni akti. Se pravi, tisti klasični akti iz umetnostne zgodovine, samo spomnimo se Ticianove Rubinske Venere, kjer se klasični model, se pravi, dotika z roko svojega spolnega organa, ampak z enim jasnim namenom, da ga zakriva. To je mesto sramu, mesto, ki na slikarskem delu ne more ostati odprto, potrebno ga je zakriti, ampak hkrati, ko ga zakriva, ga tudi odkrivam in se ga tudi dotikam. Se pravi, da ta ikonografija nedolžne roke je že iz neke tradicionalne podobe hitro prišla k tej klimtovski roki, ki jasno ima neko falično funkcijo, neke samo uživajoče ženske, ki ne potrebuje drugega, ampak je nekako monadno zaprta v tem svojem lastnem telesu. Že sam položaj oziroma anatomija ženskega telesa, se pravi usnice, ki se same dotikajo in si že s tem nekako ustvarjajo svoj lastni užitek brez drugega, se pravi ustvarja že tukaj ravno to, kar si rekla, kaj obstaja na ženskem telesu, ki ni spolni organ. Mislim, in tudi zaradi tega mi to pelje, ker zapravo na sedmem vprašanju, tukaj ves čas spet govorimo o ženskem organu in nekako zapravo ne nekdo, ampak je že rečeno, da kritika je že povedala, da se potem zastavi vprašanje o sami subjektivnosti ženske, če se v umetnosti prezentira na način njenega organa. In recimo, zdaj imamo recimo umetnice pokazali, imamo vaginalno slikanje, imamo vaginalno branje poezije, imamo tudi neke naslove knjig, ki si ti uporabljala, Metamorfoze, Baubo, miti o ženski seksualni energiji, Vagina, nova biografija, Zgodba o V, Naravna zgodovina ženske seksualnosti, Vaginalna ikonologija. Zdi se mi, da vagina, da ta organ zapravo ima torej svoje mite, ima svojo zgodovino, ima svojo novo biografijo, ima svojo ikonologijo,
ima svoje vaginalne prostore, ima svoje vulvarne forme, kar mi vse nekako daje na znaku, da zapravo ne govorimo več o nekem objektu, ampak o nekem subjektu. Vagina dobiva neko svojo subjektivnost. In zato se sprašujem, ali ta vaginalna subjektivnost potem omogoča, da sama ženska zadobi neko novo subjektivnost, ali tista kritika ima prav, ko reče, da na tak način se zapravo ženska samo na novo objektivizira, kot se to dogaja v pornografiji. Da jo zapravo svedeš pač samo na njen organ. Torej, kakšno je tvoje mnenje? Pač neka moja logika je bila, da to razmejevanje med subjektom in objektom nam ni nikoli tako jasno prezentno. Saj tudi v končni fazi, recimo najbolj klasični akt, ki je objekt pogleda drugega, kot smo že rekli, se že dotika svojo roko in že hkrati nekako v velikih parolah razglaša, gre mi samo za lastni užitek. Drugi me ne zanima. In to so potem nekako nadgradile tudi umetnice, avtorice, ki so, se pravi, z materializacijo lastnega telesa, z materializacijo organa, ki ima jasno formo, leži na meji telesa. Ni nikoli samo zunanje in ni nikoli samo notranje. Vedno se pojavlja kot nek precep, ki nas povezuje z lastno materialnostjo. Se pravi, takoj, ko sem objekt, se nekako že s tem, da moram seči tudi v notranjost telesa, hitro pojavim kot subjekt tudi. Se pravi, nikoli ne gre samo za tisto neko ploskovito gledanje. In zato mislim, da tudi to vprašanje objekta in subjekta lahko samo prehaja. Ne more biti nikoli dokončno pozicionirano oziroma nikoli ga ne moramo ujeti v nek dispozitiv, ki je pač monadno zaprt. Ja, mogoče bi to še najljubše do ime organ. Mislim, Bukov nekako govoril o neki parcialnosti, neka ta logika organskosti, ki ni biološka, ampak je Bukov odgovarja na to logiko fragmentarnosti, o kateri si prej govorila in tudi Nina. In zdaj tudi v knjigi v principu pokažeš tudi dunajskih akcionistov, recimo, da se tudi med njima dogaja ta ena fragmentarnost, ampak takrat moškega telesa. Zdaj to moško telo biva fragmentirano, izparcializirano, otrgano, pojavljajo se neke žive rane, kastrirano, izmaličeno. Torej, kakšna je primerjava v tem smislu med fragmentom, ženskim organom in to fragmentarnostjo moškega organa? Oziroma, kakšna je tukaj povezava? Ja, tukaj mogoče moramo malce razumeti tudi širši kontekst. Spravi, dunajski akcionisti so se nekako pojavili kot prva struja avstrijske dunajske umetnosti po drugi svetovni vojni. Se pravi, to je bil nek čas, kjer so bila ranjena, parcialna, se pravi, razboljena telesa, nekako del ne samo nekega čutečega umetnika, ampak je to bilo nekakšno splošno kulturno stanje. In se pravi, ni se potem čuditi, ko se pravi,
ti dunajski akcionisti, mogoče najbolj radikalno ime je tukaj Günter Brus, ki je s svojimi akcijami bruhanja, se pravi, urimiranja pred publiko oziroma izvajanja tudi samih telesnih aktov, golega nastopanja, dejansko se takrat pojavi kot neka umetniška struja, ki je hotela ravno to, da umetniški objekt se počasi preseli na samo umetnikovo telo in hkrati kaže, da to umetnikovo telo več ni neko zavarovano telo, ki ustvarja umetniške objekte oziroma kreacijo, ampak je to telo, ki je pri vrsti ranljivo, ki ima rane, ki lahko vedno pristane na nekem robu med živečim in neživečim. Je tisto, ki ima telesne odprtine, ima izločke. In na ta način so dunajski akcionisti, mogoče bi tukaj posebej izpostavila Rudolfa Schwarzkoglerja in njegove vse variante ranjenega telesa, ki so bile povezane z ženskim organom. Zakaj? Ker tudi ranjeno telo na nek način samo krvavi. In tukaj že se vzpostavlja neka simbolika. Krvavi, ustvarja odprtino v notranjost telesa, se pravi, se prekine ta idealna meja zaprtega telesa, ki je zavarovano v svojo formo. In hkrati to telo, ki krvavi, tudi grozi. Se pravi, prvič ne grozi samo smrtjo, ampak tudi grozi s tem, da nas bo okužilo. Se pravi, razraznimi klicami, ki jih te tekočine, ki izvirajo iz njega, tudi potem razpršijo med nas. In tukaj se hitro poveže z neko klasičnim dojemanjem ženskega telesa. Se pravi, to telo povzroča okužbo lahko, ker je odprto, in zato so velike religiozne prakse, kot je krščanstvo, še posebej svarile, da v času menstruacije je ženska nečista. In tudi grška, oziroma starogrška, bomo rekli, medicinska in tudi filozofska disciplina je žensko telo postavljala ravno v neko bolezensko stanje, spravi, ki je nek odklon do normalnega telesa. Tako da to branje ženskega organa kot rane ima zelo močno tradicijo, ki jo lahko hitro povežemo, kot sem rekla, s tem ženskim organom. V redu, zdaj nekaj smo blizu konca, ampak ne še dva vprašanja. Malce bi se vrnila nazaj na sliko Izvor sveta, ki je pač bila tvoja osnovno orodje, s katerim si tudi razvila svojo idejo. Zdaj, zanimiva je cela ta dramatičnost te slike, torej nastala je v 19. stoletju in zdaj v tem času, ko je nastala v nekem svetu umetnosti, ki pač ni doživljal to vsebino kot sploh možno misljivo predstavljivo. Zaradi tega je, kot samo praviš, bila dolgo v neki izolaciji oziroma v zasebni zbirki, o tem je tudi Nina govorila. In zaradi tega me zanima recimo ta odnos te slike s svetom. Že v svojem imenu Izvor sveta govori na ta označitelj svet. In hkrati imamo to prvo fazo, 19. stoletje, ta komunikacija s svetom je zelo parcialna, intimna. Edini pogled, ki svet ima na to sliko, je intimen pogled. Potem imamo drugo fazo, 20. stoletje, slika je končno prikazana, dana je v Brooklyn muzej 1988 in končno
cel svet ima priložnost, da vidi to sliko. Pogled sveta na sliko je javni pogled. Potem lahko rečemo, da obstaja tudi tretja faza, 21. stoletje. Takrat, ko je recimo 2005. Tanja Ostojić uporabila sliko za neko reinterpretacijo oziroma napravila eno originalno kopijo slike. In nekaj recimo podobnega 2015, naslovnica tvoja, torej tudi si sama reinterpretirala sliko iz vrst sveta, s tem, da si napravila obrnuto logiko, izpostavila si tisto najbolj pornografski moment mogoče slike, a tisti najbolj klasičen torso se gotovo ne vidi. In kaj hočem reči za to tretjo fazo, da pač da imamo en mimetičen pogled sveta na sliko, torej slika se posnema naprej. In zdaj me zanima, v tem razponu, torej 19., 20., 21. stoletje, kdaj lahko rečemo, da je ta slika postala umetniško delo? Takrat, ko je svet intimno videl, takrat, ko je javno videl, ali takrat, ko je napravijo kopijo te slike? Mislim, da umetniško delo postaja in nastaja tudi sedaj, ravno v tem trenutku, ko mi govorimo o tej sliki. Se pravi, ko se vračamo k njej in jo jemljemo kot objekt, ki nas nagovarja, ki nam zastavlja vprašanja, ki nas povezuje s psihoanalizo. Se pravi, ravno sedaj ona nastaja kot umetniško delo, v tem trenutku. In nastajala je skozi celo 20. stoletje, ko so jo umetniki poskušali razumeti vsak na svoj način, jo se pravi, povezati s kreacijo in ima kot taka, ima dvorezno zgodovino tudi. Na eni strani se je vedno kazala izza objektov in hkrati je tudi sama bila dolgočasovno zakrita, skrita, da bi na koncu prvič, ko se pojavlja na razstavi, se pravi v Brooklynovem muzeju, postala del javnosti. Vse te akcije nas ravno vodijo k temu, da nek objekt pozicioniramo kot umetniško delo, ker nas nagovarja, ker dejansko vrta luknjo tam v nas, kjer si želimo, da bi nekaj ostalo zaprto, skrito, nevidno. Ravno to umetniško delo se skrije določeno vsebino našega mišljenja, ki si jo nekako, ki jo skušamo nekako zajaziti, ne? Se pravi, skušamo jo nekako potlačiti. In tukaj ravno mislim, da se odpira vprašanje umetniškega dela. Se pravi, tako dolgo bo to umetniško delo, dokler bo imelo to funkcijo, da se pravi, ustvarja med gledalcem, mislecem, teoretikom nek kreativni akt. Se pravi, gledanja in mišljenja sočasno. Kar pomeni, da v tem smislu, kakorkoli recimo, da je danes ženski organ pokazan na slikarskem platnu in je prisoten, nikoli se ne more zgoditi moment, ki se recimo zgodi v pornografiji. Tisto, o čem tudi Agamben govori, torej da nekakva pornografija ne pozna več, nima v tem je indiferentna do profanega in do sakralnega, oziroma je en izpražnjeni vakuum. In to je nekaj, kar se v umetnosti nikoli ne more zgoditi. Zdaj, sprašujem se in mogoče bom tudi dala kot predlog, kaj bi bilo zdaj ta nek novi objekt umetnosti, ki bi nas šokiral in presenetil in inspiriral. Nekje mi to odgovarja, recimo na to, ker je tudi Nina na začetku govorila o tudi politični dimenziji. Verjetno, po mojem, sigurno poznate zadnji dogodek na polju umetnosti, ki se je zgodil in da nekako ima veze tudi s golim telesom.
Torej, umetnica je Ilma Gor in umetniško delo se imenuje Make America Great Again. Nažalost, nimamo na platnu, tako da vam bom pokazala na svojem računalniku. To je, upam, da boste kaj videli. Torej, prvo za svoje dame, da vidim. Torej, Donald Trump. Ja, in zdaj to je en del slike. Zdaj gre slika v celoti. Stvar mi je bila zanimiva samo zaradi tega, ker so nastale tako burne reakcije v Ameriki, oziroma tako je prišla tožba za to. In sem se spraševala, če bo spet obstajal nek tak skriti muzej za slike, ki se ne smejo pokazati. In hkrati na srečo slika je prišla do Londona in do ene galerije, ki je dala na licitacijo sliko, ki je, ne vem, ali je zdaj dosegla 1 milijon funti tistih, ki hoče kupiti to sliko. Tako da, mogoče je to zdaj moj zadnji vprašanje, komentar, ali smo zdaj prišli do tega, da moramo pokazati golo politično delo na sliki. Ja, mislim, da je to že odprla tudi Tanja Ostojić, ki je Kolbejevo sliko zakrila z se pravi hlačkami, ki nosijo simbol Evropske unije. Se pravi, čisto jasno se nam kaže, zakaj gre tukaj. Se pravi, več ni problematično golo žensko telo, ki kaže vse. Torej, več ni meja pogleda to, da pokaže, se pravi, na spolne organe, ampak gre za neko, se pravi, predstavitev, kazanje nekega politično golega telesa, ki iza sebe, se pravi, sleče vse. Ne sleče se samo do telesa, ampak se sleče tudi čez, se pravi, do neke svoje ideje, do neke svoje intence, ki zadevajo vse nas, se pravi, državljane, bodisi da smo Američani ali pa Slovenci. Zelo najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi obema za vsa vprašanja. Bi mogoče še na publiko naslovila enako, če mogoče kakšno vprašanje? No, če ni, potem bi dodala mogoče še zadnjo zadevo, ki se pravzaprav navezuje na to vprašanje. Se pravi, ali je vedno mogoče iti še dlje? Se pravi, kaj je še tisto, kar bi lahko šokiralo? Kaj je tisto, kar lahko preseže neko mejo? In to je tudi hkrati neko vprašanje, ki je v lakanovski psihoanalizi ostalo neodgovorjeno in s katerim se je tudi Lacan do konca svojega življenja ukvarjal. In sicer njegova največja žalost, razočaranje, je bilo, da ni pravzaprav uspel odkriti nobene nove perverzije. In to je, ko pogledamo celoten konceptualni aparat psihoanalize, ki je izjemen, ostane to vprašanje in obžalovanje, kje je neka nova perverzija. In če smem potem navezati na neko to politično noto, mogoče ravno v tem. Mogoče je ravno to določen čas, ki odpira vprašanje politike perverznosti, ne samo v smislu nekega golega telesa, ampak v smislu pač nekaj določenega. Tako da, jaz bi se vama enako zahvalila in občinstvu. Predvsem bi želela sporočiti še to, z povezavo umetnosti in psihoanalize se bomo v prihodnem študijskem letu ukvarjali tudi v Slovenskem društvu za lakanovsko psihoanalizo. Tako da, če vas recimo zanima ta povezava, ste seveda vabljeni k našemu delu. Tam je oseba, ki je
za stike z javnostjo zadolžena v društvu, Barbara Drole, kar malo ostanem, da te ljudje vidijo. In v bistvu, predvsem pa mislim, da smo lahko veseli, da je za neko tovrstno tematiko zanimanje, in da je pravzaprav neka ta novica, neka informacija o tem do ljudi prišla. Razmišljali smo ravno, ko smo širili pravzaprav informacije o tem dogodku, da na Facebooku, na množičnih medijih, pravzaprav Korbejeva slika ne more obstati. Zaradi tega, ker so bile vedno proti temu že same sankcije sprožene, ko je bila ta slika recimo objavljena in tako naprej. K sreči imamo vedno možnost, da kakšen dober umetnik priskrbi podobo, ki je za tovrstne medije sprejemljiva, ampak še vedno to nakazuje na določeno mejo. Tako da jaz bi se seveda ravno zaradi tega zahvalila vsem, do katerih je informacija prišla, in upam, da smo uspeli tudi sami posredovati in dati kakšno informacijo. Tako da hvala lepa.